18. usporednik. Ja, spet smo kar malo predrzni, če se takole milo izrazim. Namreč v Washingtonu smo zmotili nekoga najbrž še pred zajtrkom. Andrej Stopar je z nami. Živjo, Andrej. Dober dan želim, ja, pred zajtrkom seveda. Si še nisi nič privoščil. Ne. Ampak, Andrej, mi da bo o ničem drugem govorila. Ti si namreč bliže dogodkom v zvezi z ameriškim predsednikom, pa mi povej, ali ti je kaj znano, kam za vraga je v zadnjih dneh Trump založil in očitno pozabil vojno v Iranu. Očitno je tako hudo pozabil, da se je pri tej temi od nekod, kot slišim, med izraelsko-ameriškimi načrti o spremembi režima v Iranu pojavil celo Mahmud Ahmadinejad, če se ga sploh še kdo spomni. No, se ga spomnimo, seveda. To je pravzaprav zgodba, ki jo je prinesel na plano New York Times in gre za zgodnje načrte Izraela in ZDA za samega začetka vojne. Če se spomnite, takrat so Američani ves čas spreminjali razloge, zakaj pravzaprav so se odločili napasti Iran, in med temi razlogi je bila tudi sprememba režima. Kasneje so to zanikali in trdili, da nikoli niso želeli menjati režima. To bi naj se zgodilo pač kot neka kolateralna posledica sicer vojaške akcije. Ampak takrat, ko so to računali, ne vem, zelo nenavadna izbira pravzaprav je Mahmud Ahmadinejad, kajti to je iranski politik, ki je izrazito nenaklonjen ZDA, izrazito naperjen proti Izraelu, je pa seveda potem, ko je končal mandat, se je razšel tudi z iranskimi oblastmi in je bil v bistvu v hišnem priporu. In to naj bi bila verjetno tista okoliščina, na katero so računali Izraelci in Američani in se poskušali z njim pogoditi, ampak pri prvih napadih na Teheran takrat je bil tudi njegov dom zadet in Ahmadinejad ranjen. In nekako od takrat dalje nekako ni prišel na zvezo več. Ni pa znano pravzaprav, zakaj ta izbira, kaj sta pravzaprav obe državi videli v tem svojem sovražniku in zakaj sta menili, da bi bil on primeren kandidat za spremenjen, drugačen režim. Res pa je, da je Ahmadinejad precej sekularen politik v tem teokratskem sistemu Irana. No, ampak kljub vsemu se mi zdi, da ameriški državljani sami si niso nič bolj na jasnem zdaj ob omembah Ahmadinejada. Sploh nihče nisi na jasnem, sploh nihče ničesar ne razume. Ko si poprašal, a je pozabil na vojno Donald Trump ali ne, zelo zanimivo je poslušati predsednika, ki ves čas govori točno identične stvari. Že nekaj časa pač ponavlja, da Iran nima več mornarice, Iran nima več zračnega, vojaškega letalstva, nima protiletalske obrambe, da je popolnoma zlomljena država, ki se želi na vsak način nujno, hitro, zdaj in včeraj pogoditi, dogovoriti in končati to vojno. In to je to, kar slišimo, nekako s terena pa prihajajo popolnoma drugačne novice. Ja, in tudi Ameriki se nikamor nič ne premakne. Ampak če greva zdaj, Andrej, malo na bližjo, pa toliko večjo in večno ameriško bolečino, ne, na sosednjo Kubo. Čeprav je predsednik Trump že večkrat rekel, da bo Kuba morala počakati na konec vojne z Iranom, da bo prišla na vrsto, ja, zdaj je očitno skočila prek vrste Kuba, kot rečemo, ne. Slišimo, da se je Donald Trump odločil, Kubo bo treba čimprej osvoboditi, samo še eno drobceno vprašanje je, kako to kanijo storiti. Da, Kuba je spet na dnevnem redu, visoko na dnevnem redu, pravzaprav pod drobnogledom. Kako kani to storiti? Dobro vprašanje. Mislim, da bi Američanom najbolj ustrezalo, da bi se Kubanci sami poslovili od svoje komunistične vlade za veke vekov. Je pa tudi, seveda tudi v rokavu imajo marsikaterega aduta. Američani namreč, kajti v Karibe je spet vplula letalonosilka ameriška s svojo celotno bojno skupino, skratka, veča se ta pritisk ameriške vojske, vojaške sile. Čeprav uradno pač ponavljajo tako predsednik Trump kot zunanji minister Marco Rubio, da želijo mirno rešitev in da želijo predvsem Kubi pomagati. In Kuba ne bi sprejela ameriško pomoč, zdaj tukaj pa seveda spet smo
območju paradoksa. Na eni strani imamo državo, torej ZDA, ki izvaja blokado. Ta blokada, zlasti energetska blokada od januarja naprej, je izjemno učinkovita, ampak ta je prišla na vrh desetletja dolgih ameriških blokad, ki so seveda spodkopale še tisto, kar je ostalo od kubanskega gospodarstva. Skratka, imamo državo, ki izvaja blokado, ki pritiska vojaško, ki trdi, da je Kuba pravzaprav nevarna oziroma ogroža ameriško strateško varnost, zato ker ima orožje, ki ga je zlasti brezpilotnike, ki naj bi jih po letu 2023 kupila od Rusije in od Kitajske, naj bi gostila kitajske in ruske obveščevalce in kot takšna seveda predstavljala strateško grožnjo. Hkrati pa ista država, ZDA, nudi humanitarno pomoč. $100 milijonov, ki naj bi jih Kuba tudi sprejela. Je pa seveda vprašanje, kako bo do tega prišlo, realizacije tega prišlo, kajti Američani zahtevajo, da se bi ta pomoč delila neposredno ljudem in to ne prek organizacij, ki so kakorkoli povezane z vlado ali z vojaškim kompleksom. Ampak to je pa na Kubi težko, tako da ni povsem jasno, kakšna bo usoda te pomoči. In zdaj bomo videli, kako se bojo stvari razpletle. Ni povsem seveda jasno, kakšni scenariji so tukaj v igri. Bi pa verjetno ZDA želeli, če že ne, da se Kubanci sami poslovijo od te svoje vlade in ideologije, da bi naredili nekaj podobnega, kot so naredili v Venezueli. Ampak zato bi pač potrebovali osebo, kot je v Venezueli podpredsednica, zdaj predsednica Delcy Rodriguez, ki bi seveda sodelovala z Američani, obenem pa seveda obvladovala stvari na nek način doma in seveda pustila Američanom, da počnejo tisto, kar želijo početi. Take osebe menda na Kubi ni, to je popolnoma drugačen režim, drugačna narava oblasti in videli bomo. No, ampak, ko že govoriva o tem na podlagi preteklih izkušenj, se nam pa lahko malo svita, kako je z ameriško pomočjo, če nisi ameriški ljubljenec. Pa mislim, da se tudi, če vzamemo sporednico med Iranom in Kubo, je edino letalonosilka, mislim, da je tokrat Nimitz, v Iranu pa Gerald Ford, drugače pa vse isto. S tem, da je Gerald Ford večja in najsodobnejša, Nimitz so letalonosilke, tipa Nimitz so zdaj že nekako že nekako zastarele. Na pol zastarele, ja. Dobro, Andrej, kot si že večkrat omenil, v Združenih državah Amerike pravzaprav nenehno nekaj volijo. In tudi letošnje leto 2026 seveda ni izjema. Vemo, za november so napovedane umestne volitve, torej volitve v kongres in tretjino senata. Strankarske volitve ponekod že potekajo, seveda pa nas najbolj zanima, ali ne bo to neka poizvedovalna anketa, če je Američanom že prekipelo zaradi Donalda Trumpa ali jim še ni prekipelo. To je dobro vprašanje, kajti recimo demokrati želijo seveda, da so te volitve tisti testni primer, ki bo pokazal, da ljudje zavračajo politiko Donalda Trumpa, torej to, kar pravijo javnomnenjske raziskave, kajti večina Američanov zdaj vprašanih ne odobrava politike predsednika. Predsednik nima podpore, ima rekordno nizko podporo, pravzaprav nad 60% vprašanih se ne strinja, ne podpira njegove politike in to naj bi te volitve tudi pokazale. Ampak zmeraj pride nek ampak. Strankarske volitve znotraj republikanske stranke pa kažejo, da so ljudje še zmeraj zelo dovzetni za to, kar reče predsednik, torej koga predsednik podpre. In do zdaj je na terenu, kjer so pač potekale, so zmagali kandidati, ki jih je podprl predsednik, proti recimo že ustaljenim, že znanim kongresnikom ali senatorjem, recimo primer Louisiana, senator Bill Cassidy, ki je na začetku bil zadržan do Donalda Trumpa, takrat tudi zahteval preiskavo po 6. januarskem ustaji in tako naprej. In tega predsednik ni pozabil. Podprl njegovega protikandidata in
Cassidy je gladko izgubil primaries. In zdaj seveda tudi že glasuje veselo v senatu v skladu z vestjo in ne v skladu z predsednikovo direktivo. Tudi to se že vidi. Podobno je recimo v Kentuckyju, kongresne volitve, kandidat, znan republikanec, sicer zelo konzervativen, ampak vendar razmišljujoč za svojo glavo, Thomas Massey je izgubil strankarske volitve proti še bolj konzervativnemu tekmecu, ki ga je podprl predsednik Trump. Torej, predsednik Trump še zmeraj ima močan vpliv na volilno bazo, verjetno pa gre za, kako bi rekel, za konsolidacijo te baze in da to je res tista najbolj zanesljiva množica, ki bo predsedniku sledila v vsakem primeru. To sta tudi dve državi, ki sem omenil, Kentucky in Louisiana, državi kulturno gledano ameriškega juga, zelo konzervativni, zelo rdeči, kot se v Ameriki govori, za republikanske, zaradi desno pozicijo ima rdečo barvo. Ne? Tako da videli bomo, kako se bo to obrnilo jeseni, kajti predstavniški dom ali pa celo senat v rokah demokratov bi zelo otežil vladanje predsednika Trumpa. No, to so torej kar resne zadeve, ampak če je že Trump, Andrej, zelo rad na rumenih straneh žurnalizma, pa bodiva še midva za konec, da se bo vedelo, da si res v Washingtonu. Kaj bi vojne sem, vojne tja, zraven mirovna pogajanja in domače vmesne volitve Trump ima opraviti z dosti hujšimi, težjimi zadevami. Od vsega tega še najbolj ga zanimajo gradbena dela, ne, v Beli hiši, pa tudi v njeni bližini. Nova banketna dvorana, menda takšna, da še svet je ni videl, ne, pa odsevni bazeni, pa slavoloki, pa ali boste vi tam v Washingtonu sploh še lahko prepoznali mesto po vseh teh svetovnih čudesih? Ja, očitno komaj da, ne. Zdaj se na fasadah že bohotijo črke Trumpov mirovni inštitut, Trumpov Kennedyjev center, a zdaj nenadoma, pravzaprav tako rekoč čez noč je dal podreti v vzhodno krilo Bele hiše, kar se zaradi spomeniškega varstva in podobnih stvari in predpisov seveda ne bi moglo zgoditi nobenemu drugemu predsedniku kot njemu. Tam bo zdaj banketna dvorana, ki da, če parafrazirava predsednika, je še svet ni videl. Upa, da bo gotova do obiska kitajskega predsednika, ker bi mu rad pokazal najlepšo banketno dvorano na svetu, ampak vprašanje, če se bo to zgodilo. Cene se vrtoglavo, torej stroški te gradnje se vrtoglavo dvigujejo. Odsevni bazeni, ki jih omenjaš, gre za odsevni bazen pred Lincolnovim spomenikom na National Mallu. To je tudi zanimiva zgodba, kajti Donald Trump želi, da se ta bazen prebarva z svetlo modro ameriško modrino, ampak ne pusti si pa dopovedati, da se v tem primeru seveda ne bo ta bazen opravljal svoje osnovne funkcije, in to je odsevanje podobe Lincolnovega spomenika oziroma Washingtonovega na drugi strani. Zato so ti bazeni pravzaprav bili temno sivi, zaradi tega, da se lepše in jasno odsevajo spomeniki. Ne? Tako da to so, ja da, in še slavolok sproti Bele hiše na drugi strani reke Potomac, naj bi zrasel slavolok, ki bi naj hvala predsedniku in njegovim politiki, tako da Washington verjetno še nikoli potem, ko so ga zgradili, ni v nekem mandatu predsednika bil deležen toliko posegov, s katerimi želi predsednik seveda pustiti neko sled, nek pečat. To so v Washingtonu seveda odraža še toliko bolj, zato ker to mesto ni naklonjeno samo po sebi predsedniku Trumpu in republikancem, to je pretežno demokratsko mesto, zato tudi težje pravzaprav te posege tudi prenaša. Tako da stroški so tudi zelo visoki za vse to, ljudje so na to pozorni. Tako da tukaj se veliko dogaja in še noben predsednik do zdaj pravzaprav se ni sprehajal po teh gradbiščih in v kamero razlagal, kje bo kaj in kako bo to krasno. Medtem ko seveda mu na Bližnjem vzhodu poteka vojna, še zmeraj se nikamor ni dala. In ko se pa zapravo pripravlja na morebitno vojaško
ali pa kakšno drugačno pravzaprav agresijo na državo, ki je v bistvu 165 km oddaljena od floridskih obal, tako da zanimivo. Samo, ja. No, velikokrat, Andrej, smo bentili, ne, saj sam dobro veš, nad raznimi kulti osebnosti, zdaj gre očitno že za prave megalomanije, ampak sodržavljanka, veš, predsednika Trumpa, Miley Cyrus, ne, nama bo zdaj le odpela End of the World, pa misliš, da smo kaj bližje? Jo, to bova pa videla, gledajte, poslušajva jo, pa se bova potem pognala v tisto globino, ki bo zazijala. Bova analizirala. Prihodnič, Tako. Andrej Stopar, najlepša hvala za danes. Hvala in srečno.